Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni možgani. Moram reči, da se z njimi nisem prav nič ukvarjala oziroma se mi je zdelo, saj sem pa še mlada, ne? No, prvič sem pomislila na to, da bi bilo pa fajn malo pogledati takrat, ko sem upravljala prakso v času svojega študija in sem veliko časa preživela z dementnimi ljudmi. To je kar velik izziv oziroma kar zastrašujoče je, če razmišljamo, da pozabiš, kdo si, kje si in kaj vse si dejansko v življenju tudi doživel. Potem pa, ko sem prebrala knjigo, ki govori o možganih in o tem, kakšne so prognoze, ki so tudi precej zastrašujoče, potem pa sem začela precej stvari spreminjati oziroma jih početi drugače. Kot je na primer spanec. Prej spat s kurami, pa se vstati še mogoče pred petelinom, pa tudi uživati tašne stvari. Recimo CBD kapljice so bile ena izmed tistih stvari, ki sem jih dodala v svoje življenje. Eno kapljico pod jezik pred spanjem, da tudi možgani opravijo vse svoje funkcije. In za vse te nove, dobre, krasne rutine v mojem življenju je vsekakor zaslužna tudi Sanja Lončar, ki je ena izmed avtoric oziroma avtorica te knjige. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa za to, da si danes naša gostja, predvsem pa za to, da širiš vse take informacije, kako ohraniti možgane. Ker malce, ko sem brala vse te prognoze, zdaj, koliko je že zdaj težav z možgani, pa so to načeloma ljudje, ki so odraščali v bolj svežem zraku, čistem zraku, bolj čisti vodi, manj naporov, obremenjenosti možganov. Kaj šele bodo te mlajše generacije? Ja, mislim, da se nam prave težave šele obetajo, glede na to, da so otroci, da živijo z mobiteli, igricami v Wi-Fi okolju, zelo velike elektrosmoga, z bistveno slabšo hrano, kot je bila včasih. Ampak bistvo naših naporov ni bilo v tem, da ugotavljamo, kaj vse bo mogoče še slabše, kot je. Tako, kot si sama povedala, čas, da začnemo nekaj popravljati takrat, ko stvari še delujejo. Torej, včasih greš popravljati elektriko, ko ti prvo varovalko meče ven, ne takrat, ko ti skuri napeljavo. In enako je za zdravjem. Posebej, ko gre za živčevje možgane, ki so bolj počasni pri prenovi, kožo je lažje obnoviti, se je treba lotiti takrat, ko začutimo, da bi ti organi rabili malo več podpore. Torej, naš napor je bil v tem najti res preverjene naravne rešitve, s katerimi bomo okrepili, regenerirali, počistili, preprečevali nalaganje teh smeti, ki peljejo res direktno v demenco, Alzheimerjevo, Parkinsonovo, kar si nihče ne želi. Danes boš pripravila tudi pripravke, ki pomagajo k temu, da naši možgani lahko upravljajo svoje funkcije. Načeloma pa tudi možgani se čistijo, bolj ljudje poznajo, da moramo kdaj jetra pucati, pa tak naprej, ne? Možgani tudi rabijo to, ne? Možgani se dejansko imajo tako dvosmerna cesta. Čez dan so ogromni porabnik, porabijo največ kisika, največ hranil, sladkorja. Res, kdo bi si mislil, da tle porabimo največ energije. Zato pa po noči tam snaga dela. Torej po noči, ko mi zelo globoko spimo, če spimo, seveda, globoko in dovolj, se možgani skoraj skrčijo, tako, ko bi jih človek odprl, izgledajo kot ena malo zasušena orehova jedrca, ker se morajo odpreti ceste, tako kot tisti reševalni pas na avtocesti, morajo se odpreti zato, da se splakne vsa ta umazanija. In če se to ne zgodi, ali zato, ker spimo v okolju, ker smo pozabili izklopiti Wi-Fi, ker smo, ne vem, ki so polni formaldehida od pohištva, ali zato, ker spimo ob napačnih urah ali sploh premalo, potem se to ne zgodi. Zbudimo se dobesedno, kot da bi imeli mačka, kot da bi ga sinoči popivali, če tudi sploh nismo. In ko se začne to nalagati iz dneva v dan, pridemo do tega, kar je tudi medicina ugotovila, da oni sicer temu dajo znanstveno ime, nalaganja amiloidnih plakov, povečan oksidativni stres. Po domači povedano, smeti so noter, gnijejo, ustvarjajo vnetja skurijo živčevje in potem vam začnejo res nastajati luknje, ki jih še kako opazimo v vsakdanjem življenju. Naj povem tudi to, da nimam več Wi-Fi-ja, kabel je nazaj v igri. No, to je eno. To je res 1000-kratna sprememba, če bi merili recimo v teh enotah merjenja elektrosmoga.
kaj pa to prepričanje? Recimo, velikokrat potem spodbujajo ljudi starejše k reševanju križank, pa vseh takih zadev, a ne? Ni ta zadeva tukaj enoplastna, kakor se nam zdi. Če stara mama sedi doma, cel dan gleda v luft, je čisto v redu, naj rešuje tudi križanke, da obnavlja določen besedni zaklad in podobno, ampak večina ljudi danes nima težav, da jim možgani preveč mirujejo. Mi živimo v družbi, ker ta ropotulja dela 24 ur na dan in večji problem je izklopiti kot vklopiti. Torej, za ljudi, ki še tako imajo, ki so bombardirani z vtisi, ker leti z vseh strani, ko na dan prebereš 200 mailov, si že so možgane toliko, da je boljše, da jim ne dodajaš nobene sudokujev pa križanke. Torej, mi rabimo vzpostaviti eno ravnovesje in pri večini Indijci umrejo od smeha, ko berejo te naše napotke, rešujte križanke. Pravijo, da tisto, zaradi česa na možgani pešejo, predvsem zato, ker jim ne pustimo časa za počitek, za regeneracijo in za čiščenje. Se pravi, mir moramo dati. Da. Mir jim je treba dati. Tako, v nadaljevanju, torej, čisto zares pripravke, tale trenutek pa preverimo, kaj je povedal dr. Vojko Kavčič, ko je bil tukaj z nami in tudi opozoril na možgane in na njihove funkcije. Možgani predstavljajo približno 1% do 1,5% telesne mase. Zelo majhen del. So pa še enkrat zelo razvajeni, zelo zahtevni, kar se tiče dostave kisika in energije oziroma glukoze. In veste, koliko tega porabijo? 20%. Sreče, 1% organ, ki je samo 1% telesne teže, zahteva do 20% kisika in glukoze. In se reče, da je to pač nujno potrebno za delovanje možganov. Zdaj, kar se pa tiče prehrane, jaz vam težko rečem, kako to gre. Lahko vam povem to, recimo v danem trenutku imamo na razpolago v organizmu glukozo. Prva glukoza gre vedno v možgane, kar ostane gre v druge telesne organe. Sanjo Lončar sva danes tukaj pred temi dobrotami in namen je, da pokažemo pripravke, ki si jih boste lahko pripravljali tudi sami doma, zato da podpremo možgane. Točno. No, v knjigi jih je čez 100, ampak to ne bi uspeli niti našteti v tem času, ki ga imamo na voljo, ampak prinesla sem dve zadevi, ki jih ljudje manj poznajo pri nas, pa bi bile zlata vredne, dobesedno. Gre za zlate napitke. Eno je žafranovo mleko, drugo je kurkumino mleko in oba naredita veliko dobrega hkrati. Zdaj pa, ko govorimo o možganih, mogoče pa ravno o tem, kaj več. Naši ljudje ne poznajo žafrana. To, kar mi poznamo kot žafran, spomladi Bog ne daj, da bi to jemali, ker to so strupene oblike žafrana. Ta krokosativus pri nas ne raste. In ta žafran, od njega pobiramo samo tista 3 notranja pestiča, to, kar je v enem cvetku, in približno toliko, 3 do 4, je tudi zadost, da zaužijemo. To je dnevna doza? 4 do 6, evo, maksimalna doza vam je dovolj, 4 do 6. Torej, ko pomislite, res je drago kot žafran, če bi preštevali v kilogramih, ampak če znamo delati z žafranom, je potrebna tako majhna količina za že res dokazani zdravstveni učinek, da recimo ena standardna, ne vem, 1-gramsko pakiranje zadošča za več kot mesec dni. Tako da 6-8 evrov pa je to zelo poceni terapija. No, žafran je pomlajevanje telesa od znotraj. Torej, lepotičke, ki veliko denarja dajo za botoks in ostalo bi lahko prihranile, ker naši predniki so vedeli, kako se telo pomlajuje na celični ravni. Paracelsus je povedal, da je to zlata rastlina za opešane, ker resnično izboljša kakovost krvi, dovaja več kisika v možgane, pospešeno odplakuje smeti iz možganov in kar je zelo zanimivo, klinično dokazano, tisti, ki bojo brali v knjigi, če jih zanimajo detajli, klinično dokazano deluje enakovredno antidepresivom sinteznim. Izboljšuje izločanje dopamina, vseh teh hormonov sreče in če bi ga preveč zaužili, bi bili še malo preveč navihani pa euforični. Zanimivo je, ker izloča tudi endorfine oziroma poveča izločanje endorfinov, tudi
občutljivost na bolečino se zmanjša. In ker z leti začneš škripati, boleti, fibromialgije, mišice, kosti, sklepi, nasploh je seveda veliko lepše, kot ti ni treba posegati še po protibolečinskah. Kako se zdaj to uporablja? Vsa modrost je v tem, da znamo to pravilno uporabiti. V večini knjig pravi, dajte takoj v vodo, od tega ne dobimo bistva. Najboljše je žafran takoj dodati v emulzijo. Emulzija je mašno plus vodno zraven. Torej, mleko bi bil idealen medij, ker bomo dobili van vse, kar bi se izložilo v vodo, plus tisto, kar se izloži v maščobo. Torej, če mi damo žafran v vodo, ne dobimo vsega van. Če kuhate riž z žafranom, dobite, jaz se opravičujem, kuharjem, ki pravijo, da žafranov riž nekaj super, meni je to ena grenko trpka čudna jed. Če hočete res tako, da je žmohten, da ni grenek, da ni trpek, da je res takav čudovit, potem je idealen scenarij naslednji. Tega sem si noči dala namakati. A to je od tega nastalo? Jaz sem mislila, da je to kurkuma. Ne, to je 4 do 6 nitk, ki stojijo čez noč. Ovo je 4 do 6 nitk, ki stojijo 1 uro. Kot vidite, splača se počakati. In če bi počakali medved do jutri, bi barva recimo bila taka. Kot en rumenjak, oranžna, torej več časa mu damo, več bo dal od sebe. Dobimo tako širok spekter snovi, ki jih na hitrico res ne moreš stisniti iz rastline. In kaj s tem naredimo? Dejansko samo dodamo mečkan domačega medu. Pazite, ne smete dodati pregret med, poiščite ekološki domači med in pomešajmo zraven. Zakaj? Če ste poslušali zdravnika prej, glukoza prednostno jo, kot magnet jo posrkajo možgani. Torej vse pripravke, za katere mi hočemo, da po bližnjici jih izkoristijo možgani, je zelo dobro dodajati med. Torej, ne vem, tudi če delamo rožmarinov čaj, če hočemo, da deluje za jetra, pustimo nesladkanega. Če hočemo, da takoj izboljša prekrvavitev v možganih, dodamo malo medu. Ne sladkorja, ne nobene zdrave različice sladkorja, ravno med, Ajurveda ga pozna kot prav sinergenta, ki še vse te zdravilno delovanje izboljša. Torej, cela zgodba, evo, za pomlajevanje, če imaš veliko snemanj danes. A to je bilo to, tak hiter? Ne, to ni bilo tak hiter. To je bilo, moraš se spomniti sinoči, da to narediš. Ja, se pravi, preden greš spat, kljukca, narediš in je to. Tako je, lahko je še hitreje za zaposlene. Jaz si vzamem liter, dodam noter 20 nitk za 4 dni in potem, ko enkrat imam to pripravljeno, potem en dan ga spijem kot napitek, drug dan ga malo zalijem v že skuhano proseno kašo, tretji dan v že skoraj skuhan riž ga sem zalijem čez, ali naredim puding žafranov, recimo samo 2 žlice gostina, pa malo sladila, pa je čudovit žafranov puding. In na ta način kontinuiteta je zelo pomembna. To ni, nič ne dobimo, da bi mi to stresli vase takoj. Vsak dan po malem, ker dokazano, če nekoga zanimajo detalji, res preberite, klinične študije so dokazale, da kontinuirano po 16 tednih, kar pomeni 4 mesece, so dokazali, da z žafranom, recimo pri Alzheimerovi, Parkinsonovi, za vreme nalaganja amiloidnih plakov enako učinkovito kot pri znanih zdravilih, pa brez stranskih učinkov, izboljša spominske zmogljivosti in kar je zelo pomembno. Farmacija se šele trudi najti snovi, ki bojo novo razraščanje živčevja spodbudile. In to deluje? Ja, to, rožmarin, pa še par rastlin, pelini recimo že danes vemo in dokazano je, da razraščanje neuritov že sprožajo. Torej, zapomnimo si, 20 nitk, približno toliko, damo v liter, pustimo stati čez noč in v naslednjih nekaj dni uporabimo. Zakon. Druga zlata. A lahko probam? Ker jaz sem zelo iskrena pri temu. Čakaj, moramo malo pomešati. Ker nikoli še nisem žafranovega mleka, pa še nisem. Tega pa še nisem. Si pa kurkuminsko mleko, zlato mleko, to si pa res pripravljam vsak dan. Jasmina, to ne smeš pred spanje. Ne? Ne, zato enkrat sem to pomotoma po enem sejmu spila, ker sem bila toliko žejna, pa smo se s kolegico klicali ob 3 zjutraj, a ti tudi ne moreš spati. Res, to je veljalo vedno kot afrodizijak, veljalo je kot odlična stvar, da ti tudi alkohol in tobak ne pridete do živega, ampak prav zato, ker spodbuja naše možgane, jih spravlja v dobro voljo, tudi zavira melatonin pa tiste zadeve, ki nas umirjajo, tako da to je odlična pijača za zjutraj. Se pravi, žafran zjutraj? Zjutraj.
ob kosilu, Dopoldan. zvečer samo, če imaš načrte ostati budna. Ne, to pa načeloma nimam. Samo, evo, še malo mešaj, Bom. mešaj malo, da se med topi, zato ker ni vroče. Je tudi, ne maram, ni potrebe, da bi bila topla ta pijača. Lahko jo malo segrejemo, ni jo treba to prekuhavati. Super. No, če pa delamo puding, pa nekaj, to se enako potem v 1 minuti naredi in tle ni problemov. Kar se kurkume tiče, pa veliko sem že prebrala, zato ker moja mati ima težave z revmo in pri revmi je tudi bojda, ne samo pri možganih, ne, da je fajn. Tudi ta žafran ne dela samo za možgane, recimo odlično obnavlja očesno mrežnico, preprečuje težave na očeh, protibolečinski je za celo telo, ampak nimava zdaj časa vse obdelati, nekaj bojo morali tudi prebrati. No, pri kurkumi je tudi tako, to je res tudi naravno zdravilo za zelo veliko stvari, to, kar je klinično dokazano, da kurkuma naredi, deluje protibolečinsko, deluje protivnetno. Super je. Odlična pijača je to. No, protivnetno, ker redči kri in preprečuje, da bi se tisti COX encimi izločali, ki sprožajo vnetje, predvsem v sklepih. Zato pri revmatoidnih artritisih, pri raznih vnetjih, kurkuma, ingver dokazano delujejo zelo blažilno. In to primerjavi z zdravili spet so dokazali, da je enak učinek, pa brez stranskih efektov. Zdaj, kurkuma, ljudje so se zdaj ful so slišali o kurkumi, uživajo, ampak opažam, da jo uživajo narobe. A boš ti malo... Vem, da ti je lepo, ampak... Super je. Zraven. No, pri kurkumi, kurkuma zelo sinergijsko deluje, če jo pokombiniramo še s parimi začimbnicami. Recimo, če kurkumo pa ingver damo skupaj, potem bo njihovo delovanje še za polovico močnejše kot vsake zase, ko gre za protivnetno delovanje. Ok, kurkuma plus ingver. No, tisto, kar se gledalci morajo zapomniti, obvezno je, da je noter malo popra. Ker kurkumin, to je to, kar vidimo kot rumeno barvilo, to je zelo zdravilna učinkovina, ampak je telo ne more izkoristiti 100%. Če zraven pride snov, ki je v popru, to je piperin, ampak to ni tisti razdišani sivi popr, ki ga najdeš na gostinskih mizah, to mora biti svež zazmet popr, ker je to eterično olje popra, vsebuje piperin. In ta piperin naredi, da je kurkumin izkoriščen 2000-krat boljše, kar pomeni 20-kratno povečamo izkoristek. To pa je zelo dobra novica. Zelo malo popra je treba dati, pa to dosežemo. Torej, v Indiji zelo veliko pijejo kurkumino mleko. Kaj je to? To je oblika kurkume, torej pripravljene, zelo podobno kot to, samo v tem primeru bo treba segreti mleko. Torej, postopek je naslednji. Lahko vzamemo mleko, lahko je sojino, mandljevo, lešnikovo, samo mora biti tako, ki že vsebuje eno maščobo. Tako. Zdaj nimam tle štedilnika, da pokažem. Mleko res moramo skoraj do vretja segreti. In takrat noter na približno pol litra ja dodam pol žličke. Indijci bi dodali več, ampak recimo to bi bilo čist zadost za začetek, da se lepo navadimo. In boste presenečeni, ko bi recimo toliko kurkume dali v riž, bi ta riž postal trpko grenek. Ko ga pa dodamo v mleko, nič trpko, nič grenko, ker, to je zdaj malo biokemije, ker beljakovine vežejo čreslovine in ni več trpko grenko. To pa lahko zvečer? To pa lahko zvečer. Ampak tudi to ni treba. No, veš, kaj je najboljši efekt? To je odlična telovadba za lenuhe. Dokazali so, da to tako izboljša cirkulacijo, kot da bi telovadili in izboljša elastičnost telesa. Torej, po domače povedano, če ja pridem sem do kolen, ko sem imela zlomljeno nogo, je to bilo res dejstvo, ker so se vezi skrajšale. S pitjem kurkume sem v parih tednih lepo prišla spet do tal. Torej, elasticira vezi, kite, te mišične ovojnice in to je res ena, zato pravijo, da je to odlična začimbnica za zlata leta. To sta dva zlata napitka za zlata leta, ki se jih zelo pozna potem na telesu. Za možgane odlično deluje, ker tudi, če bojo brali, dejstva so, da tudi kurkuma preprečuje nalaganje amiloidnega tlaka v možganih. Najlepša hvala. Sanja Lončar je bila v naši družbi in naj tole... Ja, poskuste. Probat ni greh, pravijo. Sicer pa še kaj najdete tudi na www.klepetopkavi.si. Smo res, vsak teden je druga hormonska slika in to je za moške dostikrat lahko velik izziv, a ne?